Država je pomagala, ugotovili so nazadnje, da ne nazadnje dna in hvala, čeprav se ne ukvarjam s politiko v življenju, ampak poslanci oziroma svetniki Svobode v Mariborskem mestnem svetu so spodbudili občino, da so dali predlog, da po 67. členu se dofinancira Narodni dom. In ta stvar je potem šla skozi. Kako so se dogovorili, kako so zlobirali, ne vem, ampak skupili so se tope. Torej, Maribor na nek način z ostalimi in smo prišli do tega, da smo dobili 120 000 denarja dodatnega, kar nam je dalo lažje zadihati. To ni samo za festival Lent. Treba je vedeti, da Narodni dom organizira okoli 2000 prireditev letno. Da smo do zdaj dobili od Ministrstva za kulturo za festival Lent 47 000, kar je nič proti temu obsegu in zaradi tega smo zelo veseli, da se je seveda ta stvar zdaj nekako pokrila. Upamo, da bo tako tudi v prihodnosti. Upamo, da bo, če govorimo o financiranju, mestna občina Maribor malo bolj segla v žep kot letos za 170 000 evri, da bomo sigurnejši. Imeli smo srečo, ni deževalo niti en dan, razen po noči. Če bi 2 dni deževalo, bi se, rečemo po mariborsko, pelali zaradi tega, ker ne bi prodali toliko stoplic, kot smo jih prodali, ampak konec dobro, vse dobro. Za drugo leto pa upam, da bo v novem proračunu seveda vseeno več denarja. Če gledamo, festival Lent je vreden 1 milijon evrov, brez Art Campa, ki je še dodatnih 130, no ta milijon od tega dalo mesto 170 000, ostalo smo morali ustvariti sami, kar je za nas težko in dosti. Festival Ljubljana, 8 milijonov evrov, od tega direktnega denarja 5 milijonov evrov mesta Ljubljana, ostalo vstopnice in seveda sponzorji, ki jih je neprimerno lažje dobiti v Ljubljani.